Dobrodošli nazaj. Tako, upam, da ste tudi vi kaj potrenirali vaše možgane, se vprašali kaj o vašem spominu. Zelo zanimiv je bil pogovor z gospo Jasmino in tudi mi, Anit, bomo pridno vadili, ne, naš spomin. Ne, tako. Aha, no, nič hudega. Kajti mi se pa že mudimo na Cene Štupar v okviru projekta Večgeneracijskega centra Ljubljana, ki smo ga poimenovali Naš plac Cene Štupar. Cilj kot nosilca projekta s partnerji vsak dan organizira številne brezplačne delavnice za vse generacije. Tako vsi ste vabljeni, tako mlado kot staro. Projekti se financirajo s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Evropskega socialnega sklada in Mestne občine Ljubljana. Udeležencem ponuja najrazličnejše aktivnosti za opolnomočenje, dvig kakovosti življenja, druženja in informiranja. Med vsebinami, ki jih ponuja, lahko vsak najde kaj uporabnega zase, saj program celostno zastavljen, vsebine pa so raznolike. Med drugim v naše programe udeležencem brezplačno nudimo tudi različne gibalne in plesne vsebine, tako da tudi gibati se da na Cene Štuparju, ne le dodatno izobraževati. Vaje za spomin. Tudi tukaj, ne, in boljšo kognitivne funkcije, ja. Kognicija mi je tukaj pisala, to sem pa prvič videl, ne, za boljše kognitivne sposobnosti. Tečaj uporabne informacijske komunikacijske tehnologije, kuharski tečaj, jezikovni tečaj, ustvarjalne in družbene aktivnosti, delavnice za osebnostno rast, samopomoč in še marsikaj. Naša sogovornica bo Orna Ba-Kunst, izvaja delavnice z naravnimi sestavinami v okviru VGC Ljubljane na Cene Štupar. Mislim pa, da se bo z Rokom pogovarjala, kako izdelati balzam za ustnice. Tako da, Rok in Orna, lep pozdrav. Ja, lep pozdrav tudi v studiu, lep pozdrav tukaj iz Ceneta Štuparja na Šmartinski cesti, ob meni pa, kot si dobro omenil, Orna Ba-Kunst, izvajalka delavnic z naravnimi sestavinami. Orna, lepo pozdravljena. Pozdravljeni. Torej, tukaj imava že kar nekaj materijala, to so verjetno surovine, ki so potrebne za izdelke, se pravi, za stvari, ki jih delate, torej balzam za ustnice ali morda delate še kaj? Delam kar veliko stvari. Tukaj so res pred nami različne surovine. Glede na to, za katero delavnico se odločim, pa naredim pol pravilno kombinacijo različnih hladno stiskanih olj in različnih masel. Danes, čez nekaj časa, recimo čez slabe pol urce, bomo imeli tudi še eno delavnico, balzam za ustnice, ki pa v trenutnih razmerah poteka preko Skypa in bomo delali ravno iz vseh teh surovin, ki jih imamo tlele na mizici. Torej so obiskovalci morali si sami priskrbeti verjetno surovine, kje pa se da sploh dobiti take surovine in katere so res najbolj potrebne za izdelavo domače kozmetike? Vse je zelo odvisno od kakovosti surovin, tako da jaz bi vsekakor svetovala, da če imamo možnost, se odločimo za lokalno. Dober primer bi bil recimo čebelji vosek. Če pa čebeljega voska ni na voljo, bi se lahko poslužili tudi različnih karitevih masel, kakšno šipkovo olje, arganovo olje. Seveda pa zelo pomembno, da če se odločimo za ta masa in olja, ki pa niso recimo dostopna v Sloveniji, da podpremo pravično trgovino, če je le mogoče, da bomo s tem tudi nekaj naredili za naravo. Ja, seveda, tudi pri kozmetiki je pravičnost izredno pomembna. Tukaj imava nekaj kariterjevih olij, če sem prav povedal, ali masel, takole jih lahko malo pokažem. Iz česa pa so to točno sestavljeni in zakaj so tako primerni in dobri? To je čisto karitejevo maslo pravzaprav, ki so mu dodali različna olja. Zdaj, tlele imamo tudi enega z arganovim oljem ali pa recimo kokosovo olje. Ker bomo pa danes delali balzam za ustnice, katerega surovina je čisto karitejevo maslo, imam jaz zdaj tlele noter prav pripravljeno čisto surovino, da jo boste lahko videli. Zdaj ne vem, koliko jo boste lahko takole pogledali. In to
čisto surovino moramo seveda najprej segreti nad soparo, to bomo kasneje na delavnici tudi naredili, ker je pa to hladno stiskano, pa tudi ni rafinirano, ni nobenih težav, če mi to pojemo, tako da ni nobene bojazni, recimo, da bi zaužili kakšne živalske maščobe ali pa razne težke kovine, tako da tudi, če to pojemo, ni težav. Torej, ja, tudi če pride kakšen tak vazelin v roke kakšnemu otroku, ki rad vse poskusi, verjetno mu ne bo kaj hudega, ker so sestavine res naravne. Torej, karitejevo olje skuhamo na sopari, kaj pa potem, kako potem do konca naredimo balzam za ustnice? Kadar se želimo odločiti, da bi imeli nekaj bolj hranljivega, recimo jaz osebno dodam še šipkovo olje ali pa arganovo olje, seveda je pa stvar v tem, da to čisto surovino moramo segreti na soparo. To pomeni, da ne sme temperatura presegati nekje do 47 stopinj, seveda bi bilo idealno 42. Če doma nimamo nobenega toplomera, ki bi bil namenjen tej kuhi, ki ima malo večji razpon. Lahko to naredimo enostavno nad soparo. Premešamo, ker se mora tale surovina, ki je zdaj zaenkrat takole v takeli trdi obliki, mora postati tekočina, kakor je recimo tole arganovo olje. Potem pa naredimo različno kombinacijo. Razmerje je ponavadi, razmerje, ki ga jaz uporabljam, je 70% karitejevega masla, 90% recimo arganovega olja, pa 10% šipkovega olja. Seveda to pomeni, da glede na to, kakšno količino jaz delam, temu primerno pripravim tudi surovine. Da mi je pa malo enostavno, naredim tako, recimo, da je 70 gramov karitejevega masla, 20 gramov dam potem arganovega, pa 10 seveda šipkovega, pa se vse to skupaj zmeša. Potrebujemo kakšne posodice, lahko so to plastične, čeprav jaz sama se največkrat poslužim kakšnih steklenih, zato da ni potem kakšnih prehajanj čez čas. Zelo pomembno je, da vse te posodice, preden ulijemo noter to tekočo zmes, razkužimo. Zdaj z razkužili zadnji čas ni problema, Povsod se dobi tudi na avtobusu ali pa na železniški postaji, tako da če ga livate, samo prinesite pa razkužite tanke. Tako je. Ko razkužimo posodico, v katero bomo seveda mi to natočili, tekočo vsebino, lepo zapremo in postavimo v hladilnik. V hladilnik pa zato, ker potem karitejevo maslo, zaradi česar dam tudi malo večjo razmerje, postane tako lepo trdno, mazljivo, da je pa vse skupaj še mičken bolj higienično. Si potem vedno, ko si nanašamo ta balzam za ustnice, seveda umijemo roke, razkužimo roke, obstajajo razne male palčke, s katerimi si lahko mičken namažemo ustnice. Obstaja pa tudi druga varianta. Če ne želimo uporabiti karitejevega masla, lahko naredimo kombinacijo arganovega olja pa šipkovega in imamo potem takolo tekočo zadevo. To je potem negovalno olje. To ni balzam, lepo je tekoč in si potem pravzaprav nanesemo vsakič sproti na ustnice. To nas bo zdaj zelo zaščitilo, ker odzunaj je že kar nizka temperatura. Če pojemo, ni težav. Sem že omenila, koliko zelo dobre so te sestavine, sploh če so hladno stiskane, pa da niso rafinirane. Seveda se pa potem lahko sam vsak posameznik odloči, ali si vzame za osnovno sestavino čebelji vosek, ki je pri nas v Sloveniji zelo dostopen. Če se pa odločimo za kakšno drugo alternativno varianto, recimo, če ne želimo uporabiti živalskih sestavin, je pa odlična kombinacija karitejevo maslo, ki pa ne raste v Sloveniji, če kdo ne ve. Ampak raste verjetno tudi v kakšni trgovini v Sloveniji, tako da se ga tudi verjetno da dobiti. Orna, hvala zaenkrat za ta pojasnila, kako narediti, ustvariti balzam za ustnice. Midva z Orno se kmalu vrneva še več nasveti o domači naravni kozmetiki. Orna, kako pa si ti začela sploh s tem? Kako si se odločila, da se vržeš v izdelavo naravne kozmetike?
začela se je že pred leti. Morda nekateri ne veste, to, da sem se pred časom zelo ukvarjala predvsem s promocijami. Začeli se super živili, potem sem se odločila za naravno kozmetiko. Ker sem bila pa pred leti še študentka, pa si nisem mogla privoščiti vseh stvari, kakor sem si jih želela. Recimo, zelo so me privlačile delavnice izdelovanja naravne kozmetike, pa so bile vedno zelo zasedene ali strašno drage, a ne. In posledično se je zgodilo to, da sem začela kar sama ustvarjati. Seveda to ni bilo zelo težko, no mogoče na začetku zaradi razmerij, ker nisem poznala točnih sestavin, pa kako se kaj skupaj veže in kaj ne gre skupaj. S časoma se je pa to tako hitro odvilo, da sem postala kar samostojna, tako da delavnice so pa kar čez noč nastale. Čeprav se zdaj sliši malo smešno, ne? Ni bilo težko, pa vsakič sem se vedno kaj znova naučila. Ja, verjamem. No, verjetno ti je pa tudi izobrazba malo pri tem pomagala. Kemijski tehnik si, kaj ne? Ja, tako je. Kot kemijski tehnik sem se spoznala z glicerinom pa z vsemi ostalimi sestavinami, ki mi pa pravzaprav niti ne ustrezajo tako zelo, ker imam zelo rada naravne sestavine, pa tudi težim k temu, da bi tudi ostali uporabljali čim več naravnih sestavin. Zato me je pa tudi pot zanesla samo v naravne sestavine in tukaj sem danes, ker počnem izključno naravne delavnice. No, govorila sva o balzamu za ustnice, delaš še mnogo več. Kateri izdelki so pa med delavničarji najbolj priljubljeni ali pa za katere je največ interesa? Zadnji čas so to naravni deodoranti, ker ne vsebujejo aluminijevih soli, seveda tudi ne vsebujejo težkih kovin. Zelo so obiskane tudi delavnice naravnih mask za obraz in telo, predvsem surovinami, ki jih najdemo doma v domači kuhinji. Recimo največkrat je osnovna sestavina preprosto med, ki ga ima prav vsako gospodinjstvo doma. Zelo so pa udeleženci navdušeni tudi med kakšnimi tako zelo popularnimi delavnicami v tujini, kot so bila recimo pred kratkim negovalna olja za ustnice. To že tudi veliko različnih luksuznih znamk po svetu izdeluje in posamezniki si zelo želijo sami izdelati svoje olje in to jim jaz omogočim, a ne? In kako jim uspeva? So zadovoljni ponavadi s svojim izdelkom ali gre na začetku prihaja še do takšnih malih težavic? Na začetku so male težavice, ja, to je res. Ko se pa ljudje nekako navadijo na te kombinacije, pa da je treba zelo upoštevati razmerja, potem pa vsak izdelek uspe, ne? In ponavadi so tako navdušeni, da pa prosijo še za delavnice. Še za nadaljevalni tečaj. Dobro, pa se ponavadi tudi kasneje ukvarjajo še s tem, ti povejo, jaz pa še vedno doma delam svoje balzame, svoja mila, svojo kozmetiko. Ja, največ je bilo navdušenja nad tem naravnim deodorantom. Mislim, da je bilo to en tak velik hit. Moja delavnica je bila takrat še preden so bili vsi ti Neli Poti in vse te naravne znamke, ki so danes prisotne na trgu, a ne? Tako da ta prva delavnica je že vedno zelo zaželjena. Vsako leto me prosijo, da jo najmanj enkrat naredim. Pa izgleda, da je to najboljša receptura, ne? Ker ljudje se vedno vračajo na isto delavnico. Ja, verjetno vsi tudi radi dišimo, tako da je to tudi izdelek, ki je res uporaben in ki ga uporabljamo na dnevni ravni, tako da je dobro, da uporabljamo zdrave naravne sestavine. Kako pa, da si se odločila s sodelovanjem s Scene Štuparjem, je tukaj in morda tudi to, kakšne generacije se tukaj udeležujejo predvsem tvojih delavnic? Več različnih generacije. Jaz sem se spoznala s Cenetom Štuparjem pred letom, ko sem doštudirala. Študirala sem organizacijo socialnih mrež. Na faksu smo imeli tudi različne module in med njimi je bil tudi modul starostniki. Vedno sem si želela delati s starejšimi, a ne? In tako me je pa pot tudi sem zanesla. Je pa tako, da na delavnicah so včasih predvsem starostniki,
Če je tematika delavnice zastavljena bolj tako, da je v dopoldanskem času. Imamo seveda tudi mlajše generacije, ko jih zelo zanima, a ne. Stvar je pa v tem, da na žalost je to tako, da imajo največkrat upokojenci dopoldne časa, ne. Kadar imam pa kakšne delavnice popoldan, so pa seveda tudi mlajše generacije in če je delavnica praktična, je zelo velik obisk, ne glede na to, kakšna tematika je. Ja, to je pa res lepo slišati, da se vsi zanimajo za to. Omenila sva prej surovine in kako pomembno je, da so dobre sestavine. Kako pa je to tudi za žep potrošnika? Se vseeno splača delati domačo kozmetiko, če tako vprašam? Seveda zelo se splača. Predvsem na prvem mestu je naše zdravje. Ne bomo vnesli v svoje telo, niti ne zaužili kakšnih hudih, težkih kovin ali pa karkoli takšnega, kar bi nam škodovalo. Če imamo kakšne alergije, če sami izdelamo izdelek, točno vemo, kaj damo noter, ne. Kar se pa tiče stroška, je pa tako. Kadar se odločimo za lokalne pridelovalce, pa gremo recimo po direktno surovino. Tudi jaz sem recimo dobila direktno surovino, čisto karitejevo maslo, a ne. Ker ni pakirano v embalaži, je to že en dodaten plus, a ne. Se seveda vsi nagibamo k temu. Če se pa odločimo za kakšne bolj eksotične stvari, se pa moramo zavedati, da seveda posledično tudi večji strošek, a ne. Vedno se pa splača narediti malo večje količine, ne? Da si mi ne naredimo samo enega balzama za ustnice, mogoče zdaj, ko bo decembrski čas obdarovan, mogoče se za koga drugega naredimo, isto je tudi z deodoranti, z vsemi ostalimi stvarmi, malo večja količina je bolj dostopna za žep, kakor ga navrnemo. Tako in res, kot si omenila, vrhunsko darilo za domače, iskreno in tudi tako, res se mi zdi, da tudi obdarjenci bodo cenili, če jim prinesete domač balzam za ustnice, domač deodorant in tudi uporabnost je tukaj velika. Urna, najlepša hvala za ta pojasnila, jaz ti želim vse dobro pri svojem delovanju, mogoče še čisto na kratko, kje te pa lahko tudi spremljamo, morda imaš še kakšne delavnice, morda tudi sama prodajaš domačo kozmetiko? Tega zaenkrat še ne počnem. Če boste pa spremljali na Ceneta Štuparju, boste pa sigurno pazili, ker karkoli bo naravnega, sem tam jaz. Tako. Hvala, Urna, tudi za tvoj čas in vse dobro. Mi pa gremo sedaj v oglase. Se gledamo.